vaša odlika je, da znate prebrati v nekem politiku ali nekomu, ki ga imitirate, tudi njegovo bistvo. Jaz sem prepričan, da so nekateri, ki jih imitiramo, da jim to ni všeč. Po drugi strani jim godi, ker vejo, zadost smo aktualni, zadost sem pomemben, da me je nekdo opazil in da me je začel imitirati. Zdaj, Borut, Slovenija te pozna kot politika, ki vedno išče neke nove poti. Ampak povej zdaj, nisi več predsednik, kaj počneš? Se morda sprašuješ, kaj bo z mano? Že bivši predsednik in hkrati prvi predsednik samostojne Slovenije je nedolgo nazaj rekel, sate ima, sate nema. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je Tilen Artač. Tilen Artač je slavna medijska osebnost. Zaradi številnih talentov, predvsem pa njegove izjemne duhovitosti, je izjemno priljubljen. Vrhunsko izobražen glasbenik, je izvrsten mojster satire in imitacije. Velja za zlati standard brezkompromisne kritike, ki pa ni nikoli žaljiva. In tu ne gre več samo za talent in za trdo delo. Gre za izredno redek in prefinjen občutek, za inteligentno pirueto na spolzkem ledu politične korektnosti. Je zelo navdihujoč umetnik in moj gost. Hvala, Tilen, da ste z nami. Hvala za povabilo. Začniva z to paralelo med ustvarjanjem glasbe in ustvarjanjem satire ali imitacije. No, v prvi vrsti zagotovo glasba sama mi zelo pomaga pri imitiranju. Zakaj? Zaradi posluha. Že kot otrok sem si zaradi glasbe izostril posluh do te mere, da lahko slišim bistveno lažje kot nekdo drug tiste določene nianse pri glasu. Če pa teh nians nisi, pa s tem posluhom izmislim neko nianso, ki jo dam temu liku in ga potem sploh lahko začnem imitirati. Se pravi, da če želite dobro oddelati imitacijo, morate trenirati tudi za glasbo. Glasba pomaga ohranjati neko referenčno točko. Glasba zelo pomaga pri tem. Druga stvar, pomembna pri imitaciji, je pa ta, da skozi glasbo sem se naučil, kako biti res precizen, kako študirati eno stvar, jaz temu rečem v milimeter. In če hočeš biti dober glasbenik, to pomeni od samega otroštva dnevno vaditi, ure in ure, in dobiš potem to spoznanje, koliko je treba biti pozoren za neke malenkosti, da pride ven izdelek dober, izdelek, ki prepriča in za katerega rečejo ljudje, ja, je bela cesta, pa se je res on tako govori, kot ga imitira. Ne? In se mi zdi, da brez te preciznosti ne moreš priti do res te vrhunske imitacije. Sam sem naredil veliko imitacij. Ne vem, recimo v oddaji smo posneli že Malih teras, recimo, mislim, da tam okoli 200. Nekateri liki se seveda ponavljajo. Govornih imitacij je potem, lahko rečem, ne vem, med 80 in 100. Vse imitacije niso zelo dobre, vse ne prepričajo. Nekatere pa če je to ena, sem zadovoljen. Ne? Brez te preciznosti, brez tega posluha ne bi prišel do nje. Hočete reči, da ste perfekcionist v glasbi in v imitaciji? Nikoli nisem razmišljal o tem, a sem perfekcionist ali nisem, ampak dostikrat me nekako začutijo tako. Ja. Ampak niste pa začeli študirati glasbe zato, da bi imeli potem občutek, boljši občutek, imeniten občutek za imitacijo? Ne, nikakor ne. Mislim, z glasbo sem se začel ukvarjati že kot otrok. Zanimala me je. Sem pa potem dosti hiter začutil, da me zanima komedija, da me zanima imitacija. Koliko zgodaj? Kdaj ste prvič? Osnovna šola. V osnovni šoli. Največje veselje je bilo, ko sem bil bolan doma, ko sem lahko v petek dopoldne poslušal Radio Gaga. Bil sem dejansko velik fan Saša Hribarja, potem kasneje Marjana Šarca, Jureta Mastnaka. Dobro, fan sem tudi jaz, pa si ne bi upal nikogar imitirati. Vi pa ste imeli ta talent? Ali prepoznal sem ta talent. Aha. Prepoznal sem ta talent in zanimal me je to. V prvi vrsti pa me je vedno, pa ne vem zakaj, najbrž tudi zaradi glasbe, konec koncev.
me v prvi vrsti zanimal glas, ne? Te nianse v zvoku. Mogoče, oziroma ne, prepričan sem, da celo bolj kot sama vsebina. Me je zanimal zvok in zaradi tega se mi zdi, da se še vedno ukvarjam z imitacijo. Vi ste končali glasbeno izobraževanje, vi ste vrhunsko izobražen glasbenik. Jaz sem študiral na Akademiji za glasbo v Zagrebu pri profesorju Valterju Dešpalju. To je bil izjemen pedagog, seveda je imel izjemno kariero, pa je potem se odločil, da se bo posvetil poučevanju in dejansko je poučevanje bilo njegovo življenje in se je s študenti, s svojim razredom, v katerem sem bil tudi jaz, se je ogromno ukvarjal. In to je velika sreča, da sem prišel do tega, ker se mi zdi, če ti sediš recimo v razredu, je noter 20 ljudi, 20 študentov. Nikoli ne more biti tak odnos profesor do študenta. V glasbi pa si 1 na 1, kar pomeni, da ti ne daje samo znanje glasbe, da ti ne predaje samo vseh teh izkušenj, ampak ti predaje tudi to. Te vzgaja kot osebnost. Tako. In to je velika sreča, no? da sem jo v življenju imel. Ampak takrat v mladih letih ste verjetno razmišljali o kakšni drugi karieri. Ste imeli neke druge sanje? Razen kot o tej, ki jo imate zdaj. Ste že takrat razmišljali o tej, da boste šli potem v... Ne. V mladih letih sem jaz bil prepričan, da bom glasbenik. Tako, ja. Jaz sem ogromno časa, moji starši so tudi ogromno vlagali in časa in denarja v to. Jaz sem se izobraževal praktično 17 leti, sem šel v Zagreb študirati. Po zaključenem študiju sem šel potem kasneje v Graz. Ampak zelo hitro se je pa zgodilo, in to je bilo čisto naključje, da sem pa dobil možnost se res končno preizkusiti kot komik, kot imitator. To je bilo leta 2004, ko ste bili povabljeni k Sašu Hribarju, k najnemu skupnemu prijatelju. Jaz sem se pri njemu potil, vi ste se pa dobro izkazal, ne? No. Kaj sta bila skupaj z Godlerjem? Mi, da sta šla takrat v oddajo Tistega lepega popodneva. Tudi jaz. Sam jaz sem se potil, vi ste se podlično izkazali. Tudi jaz ne bom nikoli pozabil. Tam smo nastopila v rubriki Bit mi v slave, ampak to sva pač dala čez. Napisala sva celo scenarij, dolgo smo se še šalili, da to je bilo skoraj prvič in zadnjič, da sva napisala scenarij od začetka do konca. Sama? Ja, seveda. Očitno naredila dober vtis in Sašo... Koga ste pa oponašali takrat? Takrat sem oponašal nekatere like, ki so v Radiu Ga že bili. To je lik... lik dr. Janeza Drnovška, Zlatka Zahoviča, gospoda Zahoviča. Vodil sem pa kot gospod Čolnik. No in ste naredili skratka sjajen vtis in dva ste se sjajno počutila? Ne, da sva tam naredila sjajen vtis. Sašo je bil zelo odprt človek in on je prišel in rekel, vaju zanima, prita na vdajo. In v petek sva dejansko prišla na vdajo in prvo mi je rekel, mi like imamo, so zelo dobri, tako da imitirati like nima nobenega smisla. Naredi svoje like in dobi boš mesto v tej vdaji. In to, kar sem prej govoril, mene je zanimala natančnost, zanimal me je ta milimeter, sem jaz v štartu začel razvijati like v milimeter. In sem prišel do 5, 6, 7, 8, 9 imitacij, praktično pol leta. In Saša je videl v meni potencial. Fajn je pa bilo, ker tudi on je imel izjemen smisel za poučevanje. Izjemen pedagog je bil. On je zelo dobro čutil, česa sem bil zmožen. Dal mi je odličen material in potem je rekel, da imaš material, zdaj pa iz tega naredi več. In sve, če ti nekdo da dober material, ni toliko težko narediti, če več. Vi ste bili takrat pravzaprav že na začetku vrhunca glasbene kariere in potem je prišel ta preskok, to križišče, kjer ste se popolnoma na nek način takrat ločili. Kaj je ostalo še od glasbe in od glasbene kariere? Z glasbo se še vedno ukvarjam. Zdaj imate intenzivno. Celo turnejo, klasični Artač. Tako, imel sem turnejo, klasični Artač. Zelo fajn, zelo sem užival in mislim, da je bilo to prvič, da se je v Sloveniji naredil neka predstava, kjer je bil na odru cel simfonični orkester in kjer se je komedija dotaknila klasične glasbe, te resnosti. In
to še toliko bolj potem zabavno delati, ker neko resno stvar spravaš v komedijo. Z Jurjetom Godlerjem sva to napisala in sva, se mi zdi, dobro naredila, odzivi so bili super in upam, da čim prej ponovimo, če ne klasičnega Rtača, pa neko predstavo v tem stilu, v tem duhu. Takrat, ko ste potem zavili na tem križišču tudi v humor, v satiro, v imitacijo, ste vedeli, da vam bo uspelo pravzaprav to, kar danes žanjete kot zares, se mi zdi, pač vrhunski umetnik na tem področju? Nisem o tem sploh razmišljal. Ne, to me je zelo veselilo. Počutil sem se zelo samozavestnega v tem. Čutil sem, da sem dober, da to znam. Prvo je bilo pa Tilen za mizo. Se bomo malo pogovorili. Mama je rekla, prvo boš diplomiral. A doma je bilo to? Ja, seveda. Niso bili navdušeni starši na tem? So bili. Ampak sem mu pač rekla, da ti delaj, kar želiš, če te to veseli, je to super. Ampak boš pa diplomiral, da ne boš zbezlal. Jaz sem bil star 17 let, ko sem to začel delati. Ampak Tilen, pri imitaciji, vi ste lahko zaradi talentov, ki jih imate povezani z glasbo, sijajen imitator, ampak vaša odlika, niste edini, ampak vaša odlika je, da znate prebrati v nekem politiku ali nekomu, ki ga imitirate, tudi njegovo bistvo. Ja. Ker če tega ne znate, ga vi lahko dobro imitirate, ampak boste nezanimivi. Vi ste pa sijajen imitator in zanimiv, ker dajete točno tista sporočila, ali pa seveda satirično obrnjene, ki pritičajo temu liku. Zakaj in kako je do tega prišlo? O tem sem začel razmišljati nedolgo nazaj. In sicer povedal mi je to en gospod, po telefonu sva se pogovarjala, ki je v medijskem svetu zelo uspešen, in mi je rekel, Saj ni treba povedati imena, samo priimek. In bi rekel, kako zanimivo in kako se zdaj še bolj smejimo, ko si dal ti imitaciji zdajšnjega premierja, ta njegov karakter, ki je njegov karakter že pol leta prej, preden se je ta karakter potem na nek način, mislim, da tudi ne mislim slabega, v tem razkril. Kako vam uspeva pravzaprav, glede na to, da niste insider politični, ne? Pa dejansko imamo tudi mi, ki smo nekoliko bolj informirani, ker nekaj več vemo o zadnjih, težave pri razumevanju nekih odločitev. Pa ne samo o njem, o vseh nas. Kako jih vi dobite za to, da lahko ustvarite lik s karakterjem, ki prepriča javnost? Ne razmišljam preveč o tem. Obstaja pa neka teorija, in sicer pravijo, da pri teh zadevah, da ti res začutiš človeka, moraš majčken biti odprt, da enostavno dobiš ta nek signal, zdaj rečva iz vesolja, ne? Ali pa iz podzavesti, pač, da to izhaja. Ne? Jaz mislim, da je to. Ker jaz iskreno povedano, se nikoli ne ukvarjam, pa ne premišljujem o tem liku, pa kako se on vede, kaj je on povedal. Zagrabam en stavek in začnem ta stavek ponavljati in skozi to njegovo intonacijo, ko jo zaslišam, nekako dobim ta občutek, kakšen ta človek je. Po mojem me fascinira, kar ste rekli, ampak na nek način tudi razočara, ker sem mislil, da zelo poglobljeno študirate tudi kontekst, ne, političen, duhovni, kulturni, likov, v kateri, ki jih imitirate. Da ne bo pomote. Fascinirate me pa zato, ker ste sposobni pač ujeti en trenutek in ga potem narediti v zgodbo. Ne. Vse to je to. Vse to je ta moment, ampak v tem momentu jaz ne razmišljam dolg časa, ta moment pride samo od sebe. Jaz ne študiram ta moment, pa jaz ga ne iščem, ne čakam, se ukvarjam preveč s tem. Je pa res, da ne bo pomote. Recimo v oddaji Kaj dogaja, ko delamo, tudi razvijamo imitacije, ker jih moramo razviti, včasih tudi malo na silo. Ta lik rabimo in moramo ga imeti. Zakaj ga rabite? Ker je aktualen. Ne? In potem se z ekipo usedemo. Največkrat se z Igorjem Bračičem usedeva in se pogovarja o tem. Mi recimo snemamo nek skeč, jaz imitiram, potem pa pogledamo, vidimo, kaj je in gremo še enkrat. Probamo še bolj zadeti. Tukaj pa pač to, da konec koncev, da se nam da toliko časa ukvarjati s tem. Sej, tukaj moramo na tem mestu kar ugotoviti, kot ne vedno, da je humor resna stvar. Ne? To je profesionalno delo. Humor ne nastane
improvizacija ni stvar dejanske improvizacije v študiju, ampak improvizacije potem, ko ste že odgarali celo vrsto. Resna stvar pa, jaz pravim, da zato moraš biti delavec. Delati moraš. Tukaj tedensko delati oddaje in na radiju, in na televiziji. Prvo rabiš od zadaj res dobro ekipo, ki ji zaupaš, ekipa, ki te zelo dobro pozna, mogoče celo bolj pozna na momente, kot ti sam sebe poznaš in te tudi ekipa zna usmeriti. In to je najbolj pomembno. In vsi ti ljudje, ki pišajo tekste skupaj, kar ustvarjamo, je to tedensko garanje. Mrzdo pravi, ja, to ga pa žurate, kaj takole na tem snemanju, a se to fejst ne režite? Ja. Ne, se ne. Ne na uro gledamo, koliko imamo še časa, a lahko gremo še enkrat, pejmo še enkrat, a miš, da lahko bolj? Probimo. Aj bolj? Ne, ni. A gremo še enkrat, pejmo, aj bolj? Ja, je. Ne. To je recimo proces garanja na televiziji. Radio je mečken drugače vse skupaj. Zakaj? Zato, ker oddaji Radio Gaga. Naredimo nek okvirni scenarij, dobimo se en dan prej, predebatiramo, kaj mislimo, da je dober, kaj mislimo, da še se lahko naredimo komedijo, okvire postavimo, gremo v oddajo, ki gre v živo in potem pa tukaj pride improvizacija. In tukaj smo spet odvisni od tega momenta, da se nekaj zgodi. Ne? Spet ta povezava, kot sem prej rekel, z vesoljem. Ne? Zdaj, to povezavo je prej Sašo Hribar, zdaj jo imate vi, ne? Ja. Vsi jo imamo, ja. No, dobro. Ampak nekako, ne, se mi zdi, da ko vas gledamo, da imate tam neko srednjo vlogo. Mogoče tudi zaradi lika, ki ga imate. Ne? Ja, nekdo je mogel pač na novo sestaviti. Vi ste pravzaprav dirigent neke improvizacije, o kateri pa se verjetno prej vsaj do neke mere pogovorite. Ne? O čem in kaj boste... Ja, mi najprej postavimo okvire in vemo točno, katerih tem se bomo dotaknili. Kaj se pa vmes zgodi, ne vemo. In ponavadi tisto, kar se res zgodi spontano, je daleč najboljše. Zdaj, a je duhovitost talent? Ja. Je talent. Mislim, da imaš smisel za humor, seveda. Ne moreš se ga naučiti. Ta feeling moraš imeti, pridejo prav potem izkušnje, da imaš na lagarju, ne, da veš, kako zadevo zapeljati, ampak sigurno pa smisel za humor, pač, a ga imaš ali ga pa nimaš. Ne. Pa se da ta talent tudi brusiti potem? Seveda. Ja. Mislim, najboljše recimo... Kje ste se brusili glede tega? Ker ko ste začeli enkrat to resnejšo kariero imitatorja, satirika, humorista, ste gledali verjetno tudi v tujino? Ne. Ne, nikoli? Ne, nekaj da. Recimo teh roastov in... Ne. A res ne? Mene je zanimala... Tu zdaj teh podcastov in tega... Ne? Mene je zanimala domača produkcija, me je zanimala že... Jaz sem bil fan oddaje Radio Gaga, TV Popper, Teater Paradižnik. Mislim, jaz zelo cenim slovenski stand-up, mislim, da je napredoval v zadnjih 20 letih absolutno fenomenalno. Zdi se mi, da se kakšenkrat zgleduje tudi po tem, kar se dogaja v Ameriki, zlasti. Jaz nikoli nisem želel se zgledovati. Ampak vse štosi so zelo podobni. Kakšenkrat vidim, da tudi pri nas ali pa pač pridejo z vesolja vsem na planetu. Ampak mogoče rečemo, da koncepti, da so podobni. Zdaj, štosi ne morejo biti podobni. Če govorimo, ne vem, o politični satiri v eni drugi državi, težko je podobno narediti. Konec koncev, če pogledava, recimo oddaja, kaj dogaja, se mi zdi kar unikatna oddaja in tudi sam koncept je, ne vem, mislim, saj so v tujini podobni, ampak zdaj hočem reči tudi sami štosi, ne, vici ali pa anekdote. Zdaj me presenečate s tem, ko pravite, da pravzaprav vas ne spremljate tega. Pride do mene, absolutno pride do mene. Ampak hotel sem povedati, da nisem pa človek, da sem gledal nekega svetovno znanega komika in sem rekel, to bi pa tudi jaz delal. Nimate z tega vidika neke inspiracije, nekega vzornika. Tudi doma, ne? Če odštejete Sašota Hribarja, ki je bil pač neka posebna zgodba. Jaz sem fan tistih ljudi, s katerimi delam, s katerimi skupaj ustvarjam. Pa ko vidim, da imajo res smisel za humor, smisel za pisanje, smisel za televizijo, radio in tako naprej. Jaz sem fan teh ljudi, s katerimi delam. In me oni najbolj inspirirajo, me najbolj, bom rekel, potegnejo noter. Timsko delo je zelo pomembno. Ne? Ampak zelo. Razumem to poanto, ki ste rekli, da seveda se ne zabavate, ne? Ampak
če preneseva malček to besedo, na koncu vam je seveda to delo zabava. Drži, tako kot je meni moje delo zabava, čeprav je trdo, zahtevno. Uživam. Ja, se odrekamo, ne? Ja. Se moramo zabavati v tem, kar počnemo, če hočemo biti dobri. Drži? Uživam v tem in zelo, zelo veliko delam in po vsej verjetnosti, če me to delo ne bi filalo naprej, najbrž že, tako kot mi že govorijo, najmanj skoraj 10 let, Tilen, manj delaj, zgorel boš. Jaz pravim, ne bom, zato ker me to dodatno fila, ne moram zgoreti, ne. Tako se mi zdi. Ne. Tako da zelo rad to delam, pa po vseh teh letih znam to delati. Ja. Zdaj pri karikaturistih vemo, znajo poiskati tiste značilne poteze, ki potem ilustrirajo lik. Ne. Kako je to pri imitaciji? Recimo doktorja Goloba, predsednika vlade. Ja. Zdaj, njegovi lasje so gotovo nekaj tako posebnega, da nihče drug tega nima. Ampak vendarle, že potem dialekt, ne skriva, da je Primorc in v tem smislu mi je prav všeč. In ima ta H. Ne? Vi niste Primorc. Ne. Kako ste prišli do tega H-ja? In jaz to vem, kdaj naredite napako in vem, da ne more biti drugače, kot da naredite napako, ker je pretežko. In to sem hotel reči. Ja. Zelo težko. Ampak sem si tudi rekel, kaj sem zdaj matral s tem H-jem, bo že nekak. Me je pa pomirilo, ko so rekli Primorci, da je okej. Je okej. Ja, je okej. Rekli so, da je okej in to me je pomirilo in pa se s tem nisem več ukvarjal. Bil sem pa na začetku, priznam, majčken zaskrbljen, ker vem, da tudi če dialekta ne boš dobro ujel, ne boš mogel človeka dobro imitirati. In kje pa ste ta dialekt ujel? Ne vem, pač sem ga. Ja, pa čakajte, vse ne morate z vesolja dobiti, se to ni obdavčeno. Vesolje je veliko. Mislim, ne vem, pač poslušaš manj, mislim, najbrž sem že kdaj kaj slišal Primorca, ne? Ampak vi ulovite prav Goloba, ne? Ja. Rečete Golob. Golob. Ja, ta H je preveč O, ne? Vem, da je G-H. Golob, ne? G-H. Je Golob so Savkana, ne? Ja, ampak kako je pa G-H? Ja. Eno je G-H, G-H. G-H. Ja. Težko je. Ampak se so tudi drugi dialekti. Ja, zahtevni ta pa mogoče še prav posebej, ker imamo kot Nizozemci ta H, ne, je tako izrazit, da če ga ne uloviš, ni dialekta, ne. In vam je to uspelo. Tako je. No in vam je to uspelo. Koliko časa ste vadili to? 5 minut. Zdaj, mislim, dialekt res nisem dohvadil, no. Z vsebino smo se pa dlje ukvarjali. Ja. Ampak hočem reči, če ne bi ulovili dialekta, vi Goloba ne bi mogli nikakor odigrati. Absolutno. In ste ga. Ja. No, zdaj pa pridemo do tega, kar mene res zanima. Ne? To so narativi v teh skečih, v satiri, v imitaciji. Zdaj, tukaj ste pa, se mi zdi, res najboljši. Kot sem rekel v uvodu, ne samo zaradi tega, ker je štos duhovit, ne? Ampak zato, ker je neprizanesljiv, hkrati pa nikoli vi niste surovi v smislu žaljivosti. Ne? To pa je, se mi zdi, pa stvar ene velike inteligence in v tem smislu ste umetnik. No, to seveda vam se tako zdi. Jaz verjamem, da včasih kakšni rečejo, kle ste šli pa predaleč in tudi dobim, bom rekel, to je sestavni del tega, si pač moram misliti. To tako je. Je pa res, da se trudim in sem tukaj zelo pazljiv. Mislim, da najbolj pazljiv v ekipi. Pa ne brž tu zato, pač, ker sem jaz ta, ki to potem izvede in doskrat mečken zabremzam, rečem, kaj pa če bi šli mogoče, ne, pa mogoče kakšen mu se zdi to tudi malo mlačno. Nekateri pravijo tudi, da če si satirik, se moraš postaviti na eno stran. Jaz pravim, da ne. Jaz pravim, da satirik mora biti nad tem, ali pa v štric s tem, ali pa pod tem, kakorkoli, in da se ne sme postaviti na nobeno stran. Ker je nad koalicijo, nad opozicijo, nad politiko moraš biti. To je moje mnenje in se tega nekako držim. A kaj mislite, da vam to čisto celoti uspeva? Se mi zdi, če pogledamo vaš opus, boste prej recimo priznani za nekega liberalca, kot za nekega konzervativca. Se motim? Že vaš pristop k temu je svobodomiselen, je naklonjen odprtosti. Ne? Je pa se to je moje poslanstvo, konec koncev.
če pa ne bi tako delal, pa jaz mislim, da je prav tako. Včasih, da malo zrukaš ljudi, to samo pomeni napredek, se to ne pomeni, dobro, mogoče tisti začetna užaljenost. Meni je cilj, da ljudi, da jih mečkam, se jih zdrami, ampak da se jih pa ne prizadane. To mi pa res ni smisel in jaz sem prepričan, da se da satiro pelati tudi na tak način. In vendar ste rekel, da nekateri se malček pritožijo, ne? Kakšne so te vrste pritožb? Ljudje, ki čutijo to potrebo, da mi oznanijo njihove... A sami liki tudi? Ne. Vedno, zdaj pa ne vem, to pa lahko vi poveste. Povejte. Vedno pravijo, kako fajn, da nas imitirate, spremljamo, krasno, se nasmejimo. Jaz vedno rečem, dej. Jaz ne verjamem temu čist. Jaz sem prepričan, da so nekateri, ki jih imitiramo, da jim to ni všeč. Po drugi strani jim godi, ker vejo, zadost smo aktualni, zadost sem aktualen, zadost sem pomemben, da me je nekdo opazil in da me je začel imitirati. Ampak mislim pa, da tudi so potem neki občutki, ki jim ni všeč, sploh, kakor sva prej govorila, če si jih malo razkrije. To pa valjda, se to po mojem nobenemu ne bilo prijetno. Kaj vas zanima, kaj ste rekli, da vas kaj zanima? A jim res je res to tako všeč? Ne, jaz mislim, da vsaj tisti, ki so profesionalci v politiki, vedo. Tudi vas imitiram že dlje časa. Ampak vam zamerim, da že nekaj časa ne. Pa že, imamo še vedno. Lahko se popravite, to razumem. Bomo. Se bomo potrudili. Pol bo naredila en skeč v tem smislu. Okay. Ampak še prej. Mislim, da vsi kot profesionalci vemo, da če nismo v satiri, v tem krogu ljudi, pravzaprav ne sodimo v vrh politike in smo manj vplivni, manj pomembni, tudi za javnost manj zanimivi, ker tam liki, ki niso zanimivi za javnost, ne nastopajo. Drži? Sem in tja pa seveda rečete kakšno stvar na način, ki bi jo mi radi videli drugače, ampak na dolgi rok mislimo, da je bistveno, da se z nami ukvarjate. Ker to je stvar tudi narcisoidnosti. Ne? Dobri politiki so skoraj da vsi do neke mere narcisi, ker pa ste Tilen, vi ne morete zdržati resnih pritiskov, pritiskov, pričakovanj, vsega, če nekako ne zgradite okrog sebe nekega oklepa, neke samozavesti, ki je sem in tja seveda deluje tudi kot narcisoizem, da sploh to zdržite. Ne? Ampak zanima me pa še nekaj. Ko mi nekaj naredimo, nek skeč, postavimo zrcalo, družbi, politiki in tako naprej, a vpliva to, če ne zavestno, pa podzavestno? Zelo. Na vas. Torej, bom jaz svojo osebno izkušnjo s politiko povedal. Zame je recimo predstavljalo vstop v politično satiro najprej, ko sem kot dijak poslušal na Valu 202. Kaj je bil ta skeč ali šov, Moped šov. Ok. Furnici. Zdelo se mi je takrat za dijaka, da si veliko upa. Čeprav sem kasneje razumel, da on seveda ni razgrajal oblasti, ni je razkrajal, ampak jo je reproduciral. Ampak to sem razumel šele čez čas. Potem pa, ko sem kot študent začel se zanimati za politiko, pa me je zelo oblikovalo rolanje po sceni. Rolanje po sceni v mladini se mi je zdelo, da neke stvari pove na drug način, ki znajo tudi malček zaboleti, ampak na način, ki je inteligenten. In še danes se mi zdi, da jim kakšenkrat stvari ratajo. Potem pa je to postalo precej razširjen pojav. Zdi pa se mi, da to bolj razume na nek način politična levica, potrebo po reprodukciji svoje politične moči in vpliva, kot pa desnica. Da je desnica malček bolj zadržana do takih štosov, tak imam vsaj jaz občutek. Če bi tukaj, se mi zdi, politična desnica pokazala malček več odprtosti, tukaj ima pravzaprav zares odprta vrata do enega dela javnosti, do katerega zdaj nima. Ampak se pa strinjava, da satiro vplivamo bolj na levico? Ja, zato ker razumemo, se mi zdi... Govorim o volilnih glasovih. V kakšnem smislu? V tem smislu, da se mi zdi, na desni strani je zelo ziher volilna baza.
Na levi strani se mi zdi, da ljudje bodo bolj začeli razmišljati, ok, se pravi, ne bom več volil te stranke, bom volil drugo stranko in zaradi tega se mi zdi, da lahko da imamo več vpliva. No, na tej ena strani. velika razlika je seveda, zdaj v 30 letih, če pogledaš zornega kota, ne, na desnici so bolj ali manj iste politične sile. Ne. Na levici so se pa dogajale velike spremembe in to se mi zdi, da je dejansko, se mi zdi humus za humor. Ne. In delo za mene. Ja, in to je delo za vas. Ja. In tukaj se mi zdi, da ste se sjajno ujeli vi in ekipa, pa ne samo v oddaji, kaj dogaja, tudi potem na Gagaju, pa v predstavah, ki jih imate. A veste, koliko sem jaz recimo vam bil hvaležen, ker ste bili predsednik tako, kot ste bili. V kakšnem smislu? Material ste dali fenomenalen. Zdaj to ne vem, ali ne štejem kot kompliment ali kritiko. Ja, prosim. Hvala. Material je bil fenomenalen, priznam pa, da kdaj se mi pa tudi zgodi, da sem jaz majčken zaskrbljen, ker dobim občutek, da original ta politik začne počasi imitirati mojo imitacijo. To mi pa vzele skače. In to mi pa ni všeč. A se razumeva? Mislim, če se to dogaja, to je škandalozno. Ja. Ne? Jaz pri sebi tega nisem opazil, vam pa moram reči, to tudi v svoji knjigi o tem pišem, ne, da mislim, da je humor tudi v političnih govorih, ne, recimo, lahko izjemno pomemben, ampak mora biti tako pedantno izbran in povedan, da samo pod tem pogojem opravi svojo vlogo, drugače razpade cel govor. Ne. Humor je zelo resna stvar. Ne. Pri vsaki stvari, spomnim se enkrat, pogovarjal sem se z nekim. Čeprav vam moram to reči, samo to sem hotel reči, ne. Ti dovtipi, štosi, duhovitosti, tega je bilo v slovenskem parlamentu na začetku, v 90 letih, veliko več, kot ga je danes. Danes je postal parlament, politika sploh suhoparna. Mi smo bili v 90 letih, ko so res nastajale velike stvari, ne? Država, samostojnost, demokracija, Evropska unija, ne? Ko smo imeli te velike narative, ne? Znotraj tega je bilo izredno veliko tudi samoironije. Tega zdaj ni, ne? To pogrešam. Ne? Z imitacijami se ukvarjam že čez 21 let ali koliko. In začel sem s temi liki, s imitacijami teh politikov, o katerih govorite. In moram reči, da imitatorji vsi občutimo to in da je bistveno težji zdaj delati, ravno zaradi tega. En od mojih prvih likov recimo je bil lik, takrat je bil zunanji minister, dr. Dimitrija Rupla. To je lik, v katerem se še danes zelo, zelo dobro počutim. In me lahko date v kakrokoli situacijo, bom jaz s to imitacijo samozavesten, bo lahko govorila cel dan. Liki zdaj, ki so bistveno težji, jih je imitirati bistveno težji. Ja, ker ne razvijajo tudi političnega karakterja. Nimajo tega karakterja, nimajo te, ne vem, prav izraz politične globine. Ne? Tega ni. In to sva s Sašotom velikrat govorila o tem. In opažali smo iz leta v leto, da je vedno težje. Si se posluša, si bil svetovljan, profesor, ustanovitelj slovenske diplomacije. Ne? Ja, čakajte, tako pa ne moramo. Zdaj ni imitacije, da bi lahko s tako samozavestjo imitiral. A ste imeli tudi večji respekt do imitacije tistih, ki so bili tudi, recimo, nek način politične avtoritete, recimo Drnovšek, Rupel, ste ga omenili, Bučar, Kučan, vsi to so bili neke persone politične, Janša, ne? V primerjavi recimo za tistimi, ki pridejo in grejo. Recimo. Nisem klet toliko razlik delal, da bi bil do njih, mislim, če me mislite vprašati, če sem daj se tam zadržal ali pa da nisem Ne. Če ste jih začutili kot neke avtoritete, kljub temu, da ste se seveda blazno vrčevali iz njih. Ne? Ja, seveda, mislim, drugačen občutek je bil in tudi več materiala smo potem takem bili. Če imaš ti neko avtoriteto in jo spravaš na radio neko zgodbo,
ko ne vem, ga daš na vejo, govor, na smreko. Je to bistveno bolj smešno, kot pa če nekega politika, ki veš, da ni karakterja, ni tako smešno. Drnovšek je bil zelo suhoparen sogovornik. Ja, čeprav je znal biti tudi zelo zabaven, tudi takega sem doživel, zlasti potem v zadnjih letih najnega sodelovanja. Vam je bilo všeč ga imitirati? Marjan Šarec ga je imitiral. Marjan Šarec, ampak tudi fenomenalno. On ga je fenomenalno. No, jaz sem imitiral imitacijo od Marjana Šarca, ampak to sem naredil samo na začetku, potem seveda sem začel, kot sem rekel, ustvarjati svoje like. Nisem se ukvarjal z imitacijami. Zdaj ne vem, če bo Marjan zadovoljen, kar bom rekel, ampak on, ko je bil predsednik vlade, seveda ni govoril kot Janez Drnovšek, ampak se je skušal obnašati kot Janez Drnovšek. Seveda. Na momente. Ampak mislim, jaz sem prepoznal še ogromno drugih likov. Koga vam je pravzaprav najljubše imitirati in zakaj? Imate kakšen priljubljen lik? Da se res vržete van? Zelo rad imam tudi izmišljene like. Ja. Fantazijske like. Ja, oziroma obstajajo te liki. En od prvih teh je bila psihologinja Ifigenija. Ta lik res obstaja. Ona je bila psihologinja na osnovni šoli. Krasna gospa. In dejansko sta se dobro razumela. To pa zato, ker mi je bila zanimiva. In ta lik je potem bil dobil en tako zanimivo vlogo, da je hribar, ko dejansko se je neka otroška psihologinja pogovarjala z političnim vrhom in gospodarstveniki in je bilo to zelo zanimivo. Zdaj, vaše delo je umetnost, umetnost je stvar navdiha. Kje in kdaj dobite te štose? Tudi niso verjetno samo vaši, ne? Timsko delo, ne? Ja, absolutno, mi smo pač ekipa. Ampak vi bi mene lahko imeli honorarno za enega političnega svetovalca, približno še vedno malček spremljam politično dogajanje, ne? Zdaj, vi ga ne toliko, ali ga drugi kolegi spremljajo za vas? Vsi ga spremljamo. Vsi ga spremljate. Tako sem se hotel malo ponuditi, da bi pač poročal na začetku tedna, kaj se je zgodilo prejšnji, ne? Dobrodošli. Hecam se. Zdaj, vendarle potem oddajo treba narediti. Ali ste se kdaj znašli v situaciji, da ste zadnji hip prepeljali noter nekatere inserte, ki so potem izpadli fenomenalno? Ne, recimo zgodilo se je to, da smo malo teraso smo že posneli in se v tistem trenutku tema je bila odstop ministrice in ko smo mi to snemali, bil je petek popoldan, ko snemamo, ministrica še ni odstopila. Malo teraso smo posneli, šel sem v masko se pripraviti oziroma v drugo imitacijo, v drug lik, ko so rekli, odstopila je ravno kar, gremo še enkrat. In je bilo treba tekst spremeniti, Igor je šel spremeniti tekst in smo pač posneli še enkrat. In včasih imam na sumu, da to delajo za nalašč. A so tabu teme v vaši satiri? Tabu tema zame je tista tema, za katero sam mislim, da je narod preveč na to občutljiv in da bi bil prizadet. Recimo. To je zame tema, ki se je ne želim dotikati in ne vidim v tem nobene koristi. Poslanstva. Ne vidim v tem smisla. Jaz ne vidim v tem smisla. To je zelo sovpada s tem, kako sem jaz razumel svoje delo. Kakšenkrat sem čutil neko potrebo notranjo, da bi rekel nekaj stvari, ampak se mi je zdelo, da ne bom razumljen, tudi če dobro mislim in bom ljudi samo prizadel. Ja. In sem se temu potem izognil. Ne vem, če gre za oportunizem v najnem primeru potem. Mislim, jaz mislim, da v osnovi... To ni cenzura, ne? To je pač neka presoja, ne? A je cenzura kakšen? Jaz mislim, da ni vredno, ker v osnovi prvo kot prvo, če delaš, če se ukvarjaš s komedijo, moraš ljudi nasmejati. Verjamem, da je treba nastavljati ogledalo družbi in tako, da je treba povedati neko resnico, da je treba špikati. Jaz se strinjam z vsem tem, ampak v prvi vrsti govoriva pa, da pravim, da je treba ljudi nasmejati. In ne vidim potrebe, da bi provociral, ne vidim potrebe, da meni se zdi, da to ni okej. Tudi pomembno je, recimo kot ekipa, mi razmišljamo vsi tudi drugače, ne? Imamo drugačna prepričanja in se mi zdi, da je to zelo dobro, da se je potem treba usesti na konec, mogoče tudi daj popustiti, zaradi tega, ker to pomeni,
da je pač samo ustvarjanje pri nas, da je graf, da gre zelo gor in zelo dol, ker imamo različna prepričanja, ker imamo različna mnenja in to pomeni življenje. Zdaj, če bi mi vsi isto mislili, pač ravna črta, ni življenja noter. Ne? Cenzura na vrhu, kdaj posega vaša oddaja? Na televiziji Slovenija? Ne. Nikjer? Ne, da bi vedel. Ampak jaz sem prepričan, da ne. Zato, ker če bi se to zgodilo, bi se čutilo tudi, ne? Seveda, pa mene bi minili. Minili bi me to. Mislim, ja, morate biti svoboden. Prestar sem za to. To me zanima. Stand-up imam, recimo, mi je všeč tudi zato imam rad, ker so ljudje in se ljudje torej iskreno odzovejo. Kakšenkrat na presenečenje komika tudi tako, da se ne zasmejejo ali pa ne tako, kot si želi. Kakšenkrat pa huronsko smejanje ves čas. Vi, ko snemate, kaj dogaja, tega ne slišite. Kakšen je odmev tisti hip javnosti? Kako ga čutite? Pa veste, da ne rabimo v tistem trenutku nekega odziva, smeha, aplauza, sploh ne. Jaz sem iz tedna v teden in na televiziji, in na radiju, sem pripričan v scenarij in 100% verjamem. Ampak ko pa recimo nastopate in je publika, vam pomeni ta odziv publike seveda veliko? Normalno. In ga ne pogrešate, ko ste v študiju? Ne, razumete, da je to drugačen medij? Ne, nikakor ne. Pa se po eni strani, iskreno povedano, je tudi lažje na momente. Se vam zdi? Ja, seveda, če bi pa bila publika, včasih publika tudi ni razpoložena, včasih se kaj zgodi, včasih snemanje traja 5-6 ur, publiko imaš noter toliko časa. Se vam zdi, da Godler dela napako, ko ima publiko v študiju in to relativno mehno je sebe, kad delite publike? Jaz mislim, da ne, ker je to drugačen tip oddaje. Jaz mislim, da ne. Vam se zdi? Jaz sem tam bil, vem, da smo se zabavali. Tudi jaz sem bil tam. Vem, da smo se zabavali. Zdelo pa se mi je hkrati oboje, da je to za njega breme in na nek način inspiracija. Lahko je tudi breme, ker se mi zdi, da če nekdo, ki pravzaprav, kot ste vi rekli, vaše poslanstvo je nazabavati ljudi s tem, da se dejansko iz sebe izsmejejo. To je zelo težko. To je zelo težko. Mi se kakšenkrat tudi, sem tja malček, tako nasmehnemo. Ampak to ni tisto, kar vi iščete. Vi iščete smeh, ki pride iz človeka in ga na nek način razbremeni. Vi pravzaprav upravljate neko, kako bi rekel, očiščevalno delo v kulturnem in političnem prostoru. Na nek način neizrečeno, poveste način, da ne deluje ostro, da ne deluje razdiralno. Me razumete? Se otaknete stvari na način, ki ljudi zabava, čeprav so strašno resne. To razumete? Pa tudi res je, da ko bom jaz nekaj povedal kot lik, bo to drugače prišla ta informacija do ljudi, kot pa če bi jo povedal jaz kot Tilen. Če poveš kot lik, pa če si šel mal čez, ti je že kar oproščen, zato ker to je pa lik rekel, to je pa on rekel. Tako da včasih za temi imitacijami seveda se skriješ, normalno, da se... Zdaj bova za konec naredila nekaj, kar ste si pa vi izmislili. Jaz sem Tilnu rekel, da sem zelo pripravljen narediti kakšen štos in Tilen je bil tako prijazen, da... Ja, to smo naredili z ekipo Radia Ga. A res? Wow. A jaz potem lahko v svoj CV napišem, da sem bil tudi del ekipe Ga. Lahko prijete na oddajo in... A razložite, zakaj gre pravzaprav zdaj v našem pogovoru? Narediva nek pogovor Borut z Borutom. Borut z Borutom. Jaz sem Borut, ki govori z Borutom. Jaz sem Borut. Borut, krasno vas je imeti v tej oddaji. Hvala lepa za povabilo. Moram povedati, da sem zelo, zelo počaščen, da sem lahko gost pri najbolj karizmatičnemu predsedniku vseh časov. No doubt about it. Zdaj, Borut, Slovenija te pozna kot politika, ki vedno išče neke nove poti, ampak povej zdaj, nisi več predsednik, kaj počneš? Se morda sprašuješ, kaj bo z mano? Mislil sem, da bom imel več časa za počitek. Pa vendarle, sem potem odkril neke nove kote pri selfijih in videl sem, da tukaj časa za počitek zagotovo ne bo. Kdaj skrbi, da bi izgubil sledilce? Vedno. Že bivši predsednik in hkrati prvi predsednik samostojne Slovenije je nedolgo nazaj rekel, sad te ima, sad te nema. In moram priznati, da se zavedam odgovornosti, da če nisi vsak dan v zgodbi,
Nisi več zgodba Slovenije. Absolutno. Zdaj, a se boš kaj zaposlil? Boš vedno živel od selfijev na Prešernovem trgu? Pravijo, da je brezposelnost najnižja do sedaj v zgodovini, ampak vendarle, tukaj se vprašamo, kako težko dobim sam zaposlitev, ker ne poznam delovnih mest, kjer bi lahko brezskrbno tekal naokoli, se pogovarjal z upokojenci, recimo mahal zastavo na kakšnem športnem dogodku, kotalkov, bobnal. Težko je, Borut, zelo težko. Ja. Sej, zato je tako težko. Kaj bi svetoval mlademu Borutu Pahorju? Ne vem, če bo upošteval ta moj nasvet, ampak mislim, da bi bilo dobro, da bi bil še bolj skromen. Ampak verjamem, da nima časa upoštevati moje mnenje, predvsem zaradi tega, ker ima veliko dela s tem, kako izgleda v ogledalu, kako izgleda v steklu, gladini jezera. Izgleda dobro. Ali pa morja. Čeprav tam še težje. Borut, morje je razburkano. Zavedajmo se tega, to je zelo pomembno. Ja. Borut, hvala za tvojo iskrenost in humor. Hvala tudi vam. Moj glas je težko narediti. Ne? Je. No, tle sem se pa pomatral malo. Ja. A pomagam razložiti, zakaj ga je težko? Zato, ker je naučen. Ne? Moj jezik je naučen jezik. Jaz ne govorim tako jezika, kot ga javnost pozna. Ne? Z ljudmi, s katerimi sem si blizu, ali zlasti, ko pridem v domače okolje, govorim drugačen jezik. Govorim z naglasom in to za precejšnjim naglasom. Ne? Že ko pridem recimo tam izpod Nanosa po Vipavski dolini proti Gorici, seveda pride že ta italijanski melos. Ne? Da ne govorim, ko gremo čez mejo, avtomatično se mi zdi pride ta melos zamejskih Slovencev, ki smo moj narod. Je tako, ne? Najbrž bi jaz mogel si vzeti par let pauze in se tako seliti po Sloveniji in živeti po kakšno leto po različnih regijah in res v nulo naštudirati vsa ta narečja. Se mi zdi, da bi bil potem še boljši. Pri Golobu vam je uspelo to, da govorite z rokami, ne? Ker brez tega ni primorskega jezika. Ne? Tako, ta imitacija z roko je zelo pomembna, mu je zelo blizu. Ne? Ja, nekako dirigira, se mi zdi. Ja, mi govorimo z vsem telesom. Tilen, meni je bilo veliko veselje, veliko užitek, da smo se danes pogovarjali o tem. V bistvu kot nekdo, ki je vaš fan, si želim, da vam bi tako uspevalo še naprej in da bi tukaj dosegli še neke nove ravni te satire, ker se mi zdi, da je ena redkih pomoči, s katero vidimo mogoče v prihodnost malček z enim olajšanjem. Enkrat sem rekel zelo dobremu prijatelju, počas bi že zaključil s tem, kar počnem, pa je rekel, to je tvoje poslanstvo in tega ne smeš narediti, to je tvoja dolžnost, da se še s tem naprej ukvarjaš. Tako da, seveda, zmeraj lepo slišati pohvalo, najlepša hvala za vabilo. Seveda sem to rekel zato, da verjamem. Bi se malo priliznil, da ne moče. Vas res povabimo v Radio Gaga. Povabilo, kaj dogaja, pa mislim, da ste že dobili. Dobil? To je bilo pa, mislim, da tik po koncu mandata. Hočem reči, da še vedno velja. Hvala lepa. Tilen Artač, najlepša hvala za sodelovanje in vse najboljše naprej. Hvala tudi vam. Hvala. Tako, hvala za vašo pozornost. Kmalu se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Do takrat pa vse dobro in srečno.